Dobro jutro, kako smo? Sončni pozdrav ste naredili, oziroma pozdrav njemu, ki prihaja. Ne še? Ja. Dajte se zjutraj spomniti, zelo pomembna stvar je to. Pa voda je tudi pomembna, evo jo za nami vodika. Vse poklopi, ki se mora sklopiti. Gobice, naberete kaj? Gobice? Ja, težke so te gobice, težke, božji mater, je rekel en naš. Pa jaz se spomnim samo mojega slavista v srednji šoli, ne spomnim se, kaj je, kdo je dal to izjavo o gobicah, ampak prav vidim mojega slavista, s kakim zagonom je to rekel. Težke so te gobice, težke v božji mater. To pesem boste mogli naučiti na pamet in tako naprej, v zajbanci je rekel. In jaz priznam, da nisem zastopil, a ne. In zdaj po tolikih letih priznam, da še zmeraj ne štekam. Ampak jih imam rad, jih naberam, the best so. Včeraj sem jih nabral. Vidim, da je folk navdušen, ko najde gobo. Wow, jaz sem Jurčka najdel, pa se hvalimo, veš, slike na Facebooku, kdo je najdel gobo. Top, super, džabe so. Pa to je to. Pa, kar se mene tiče, bi mi mogli gob pojesti bistveno več, kot samo šampinjonov kupljenih, umetno gojenih. Mogli bi jesti te cvetove, pravzaprav gozdnega interneta. Gobe, glive nasploh so ful pomemben faktor v naravi, s svojimi miceli tukaj spodaj. Se pravi, tisti koreninski sistem, ki ga gobe imajo, je pravzaprav internet med rastlinami. One se zmeri priklopijo na enega gostitelja, ne? One rabijo, neka drevesa, one narastejo v puščavi, ne? Gobe rabijo določene vrste dreves, ne? Se pravi, listovci, iglavci, zdaj hrast, bor, nič ne raste, ne? Skratka, bukev, zmreke in tako naprej. Rabijo gostitelja in od gostitelja do gostitelja prenašajo informacije. Če si predstavljate, da se recimo drevo, pride požar, ne, in to drevo, ki je čuti vročino, ogenj, ne, oziroma je že napadeno strani ognja, v koreninskem sistemu da signal in ga pošlje naprej in na drugi strani gozda ve rastlina, da je na drugi strani gozda težava. Res. Oni tle se celo zgodijo, reakcije v kontekstu, da začne drevo izločati več vode ali nekaj takega v tem kontekstu. Ampak ne bom šel kaj noter, gobe so internet in gobe so pomembne in gobe so tudi psihadelične in gobe so valjda prepovedane strani sistema, ne zato, da bi bilo vam, da boste bolj zdravi, ampak zato, da ne bi vi kaj pogruntali. Tako za občutek, kokain, nič kaj dosti, nekaj pravijo, se že ful časa pravijo politiki, da mi nimamo pravice, pa njih spraševati, ali so pozitivni na kokain, recimo. Kar gutne, se kar strinjam, sem zelo vesel, mi paše, da v bistvu ne vem, ali je tam na vrh načmokan, pizda, ali je normalen. Normalni itak niso, ker so vsi više manje povezani s pedofilijo, trgovanjem z organi in še marsičem, ne, tudi pri kokainu si kar fejst pomagajo. Malo začnite seštevati, koliko kokaina mora biti narejenega na dan, da je sem ena Ljubljana porihtana. Malo dajte kalkulacijo, 250,000 ljudi ima Ljubljana, 1% recimo, jih smrka. Ta bi bila lepa, če bi 1%, pa jih je 10, najmanj. Pa še to je zelo nežen procent. Tako da, malo si izračunate, koliko kilogramov na dan v bistvu mora en laboratorij narediti, pa da se to prenosi, pa tako, zdaj pa koliko imamo primerov, ki najdejo človeka. Ujeli so človeka, ki je imel na tono kokaina. Koliko imate takih primerov? Ujeli smo človeka, ki ima v žepu 150 gramov kokaina. Nič dosti, ne. Da je pa tam en mulo joint kadil, pa 2 roži posadil, pa je vsi cajtingi polni. Vse narobe, ta svet gre narobe in pa naj bo narobe za tiste, ki hočejo svoj narobe držati dalje. Ta svet je v bistvu prečudovit. Jaz sem presenečen, kaj vse mi nismo dosegali in kako nismo mi to zaznali, te prevare. Kako nismo mogli dojeti, da je v bistvu vse, ampak res vse zlagano, da je zgodovina prepisana. Da so nam se zlagali o
o CO2, mislim, kako so nas plahtali, ne, preveč CO2, pa dajmo samo eno osnovno matematiko. Da rastlina dobro raste, potrebuje kaj? Kisik ali CO2? Ja, CO2, ne, valjda, in po rastlina rastejo pa delajo kisik. Mislim, oni so pa obdavčili, da je preveč CO2, seveda, ker so želeli uničiti življenje na planeti. Mislim, adijo, via vaja. Pa sej počasi bomo zastopili vsi vse te stvari. Jaz sem danes objavil kar video, ne vem, z 3. avgusta o simptomih vzpona oziroma vnebovzetja. Pa tudi zdaj so simptomi prisotni, pa je v bistvu kateri že 5. oktober. Jaz osebno sem že 3 dni, imam čistko pljuča, grlo in tako. Čaj iz tele lipe mi najbolj pomaga. Lipo mi je, ali pijem lipo, pa mi je lipo. Nič ni čudnega, če imate bolečine v sklepih, če imate kakšen išjas, če vas mišice bolijo, stare rane. Vse to smo že govorili, ampak zdaj so energije še prisotnejše, da se odvija še hitreje. Evo, gobice, mušnice, tudi one so baje užitne, ne? Sem ne zdaj, da jih cvreš pa pohaš ke marele, ampak se jih da, mislim, da jih moraš kožo dati dol, pa je ona the best goba. Baje, no, ampak ne bom se zdaj tu spustil. Pa tudi v Rusiji so čisto užitne, pri nas so pa kao pol užitne, mislim, valjda so smrkci živeli tudi v gobi, a ne? Valjda v gobi je dober. Tako da te gobe kar dajte, meni se zdi, da imajo tudi zelo dober nadomestek, moč hrani dajo, ne vem, nadomestek mesa recimo. Gobova juha ali pa pohana goba ali pa jurčka imam ful rad, ne, kakorkoli jih obračaš. Pa še je gob, ki so dobre, pa pustimo zdaj te gobe, smo fertik. Bolj je zdaj nora scena, opazujem, bolj ko sem glasen, bolj jagenjčki umolknejo. Se spomnite to? To je bila grozljivka, ko jagenjčki obmolknejo. No, evo, zdaj pa razumem, pa jaz te grozljivke nisem gledal, sem film, vem, da ima ta naslov. Jaz sem rekel, narcisi se počasi zavijajo v molk. Najprej so se delali neumne, meni, odkar spomnim, zdaj pa so se zavili v molk, ne. Češ, da jih bo pa molk rešil, ne. Ker molk je zlato. Za narcise nič več. Molk je v bistvu izdaja samega sebe. Jaz sem rekel, govorite resnico, speak the truth. Dajte grleno čakro odprt, pa povedati, kaj je prav, pa kaj prav ni. Da smo bili vsi zavedeni in da smo bili vsi, bom rekel, neke vrste grešniki, vsi, sam, je moja naslednja večna trditev, vse ti je že odpuščeno, samo še tebe se čaka, da si odpustiš in nehaš delovati tako, kot prav ni. In začneš delovati izključno samo tako, kot je prav, ne. To je težko štekati. Zdaj, jagenjčki so, da rečem, molk je zlato, ja, zato ker v bistvu mi, če smo se preveč odprli, pa smo povedali vse svoje plane, vse svoje želje, vse, kar nas tišči, so narcisi vedno izkoristili. Zato je bilo pomembno, da si držal gobec za zobmi, pa nisi iz sebe celega povedal, kdo si, kaj si, ker je narcis glih kaj not šel, a ne. Zato je bil molk zlato za nas. Za njih je bil pa molk zlato, ker so dobili zlato, če so molčali o tem, kaj so vedeli, poznali in počeli, ja. In pol imamo Kosovela, ki je rekel, gnoj je zlato in zlato je gnoj. Oboje je nič, nič je neskončno, mislim, I am. Tako da zdaj jagenjčki, imamo prispodobo, kaj jagenjčki so, ne, in v bistvu ovce poslušne, ne, so bile pač poslušne in so poslušale stvari in delale stvari pač kot ovce, so šle, kamor je sistem rekel.
In zdaj točno te ovce, ki so sledile slepo sistemu, so počasi začenjajo, prej so malo v tla gledale, zdaj je pa čista tišina ratala. Pa mi je všeč, zaradi tega, ker to pomeni, da mečkam pa že kontajo, da nešto ne bo šlo, kakor je pelalo 6000 let. Zoprno, ampak vidim, recimo ne morejo, še zmeraj pa ne morejo ti jagenjčki povedati na glas resnice, pa se ne rabijo meni povedati, vsak jo rabi sebi priznati, pa nehati početi reči, jaz se odklapljam od tretjega sveta, tistega, kjer je šlo za gnoj, in grem na svet, kjer gremo v kristalizacijo, sploh ne več zlato sploh je nimam, kaj ga pa rabim, jaz ga ne rabim nič zlata, tudi nič grama ga ne rabim. Ne? Očitno nekdo drug rabi zlato, zato pa je kraljica zbirala kar divja. Zakaj že? No, tle je pa druga stvar, pa Vatikan ga je tudi ful zbiral. Ne? Zakaj? Ja, ne vem, najbrž neka fora je, ne? Nima veze. Najbolj bistveno je, da imate vi samega sebe, samo sebe. Veš, jaz, ko sem bil majhen, so mi rekli, si zlat fantek, ne, zlat fantek, imaš zlate laske, ne, si zlat, ja. Zlat, ja, mogoče za koga, ja, ampak mogoče pa komu največji trn v peti, kar se bo v bistvu le pri mojih 44 izkaže. Kjer je še baba Vanga rekla, da z ribami se pa ni za zajebavati. In jaz sem riba po horoskopu bil, jaz sem zdaj to spremenil, ne, nisem več riba. A veš, folk si spreminja spol, folk si spreminja priimke, imena, s tem kaš vse. Jaz sem si pa kar astrološko znamenje in resnično super. Kakšna bedarija, deo. Zdaj sem ribič. Ribič, me je, Jaz se strašno zabavam v tem svetu, zdaj, ko se mi sklapljajo stvari, tako, ko se morajo sklapljati. V nebovzetje, v spon, preporod, awakening, kako ćete reči, je čisto vse šmoren, je v bistvu poravnava notranjega biti, fizično in mentalno. Mentalno pa mogoče niti ni taka bistvena stvar, rekel neka izobrazba, informiranost, ja, pazi, katere informacije goniš, ali boš se ti z mano kregal, je zemlja okrogla, ali ne, ali bova skupaj konstruktivno študirala, obstaja resnično dvom, da ona je okrogla. In jaz imam teh dvomov milijardo, da ona v bistvu zame ni okrogla. Kakšna pa je, pa ne trdim, ampak da je ona okrogla, ful stvari ne valja. Pa kako je s to gravitacijo, če vakuum dodaš. Veš, ti lahko na zemlji narediš vakuumsko komoro in v njej ne dela več gravitacija. Veš, magnet neha delati, če je gor vakuum. Tako malo, sploh nima veze, ne bomo se kaj not, odsotnost zraka je tudi odsotnost gravitacije v tem primeru. Se vam zdi logično? Meni zagotovo ne. V nebovzetje, se pravi te, sem rekel, fizične lastnosti in, bom rekel, mentalne dogodivščine, bom tako rekel. Gre za spoznanja, ne? Ko ti spoznaš, da si bil nategnjen in ti spoznaš, kdo te je nategoval in ti spoznaš, kako so ti nategovalci skupaj delovali. Mislim, govorimo to narcisi, pedofili, lažnivci, sodelavci sistema, whatsoever. Ko ti spoznaš, da v bistvu smo bili zastrupljeni, ko ti spoznaš, kako so strupi, ne, se pravi spoznanje. Zdaj pa ti v bistvu imaš spoznanje, bil sem nategnjen generalno in zdaj se ti ta mala spoznanja dajo v eno ključno spoznanje. Eno, pa pol imaš ti še drugo tako spoznanje od spoznanj. In pol se pa ta spoznanja od spoznanj združijo v spoznanja. Master spoznanje. Wow, globina, štala, stari, mislim, štala, hudo, stari. Ampak če to ne drži, pa mislim, če to jaz vzamem kot, nič kot predpozicijo ali pa predpostavko, ampak moj de facto spoznanje, a ne, s tem spoznanjem gledam na svet, a ne gledam na svet, tale je pa fejst človek, ker se tako lepo nasmeje, tako zelo dober dela za ljudi, a ne. Spoznanje moje je, da v besedah, dejanjih in stavkih, ki jih ljudje napišejo, nešto hudo ne valja in niso v redu, pika, stop. In če dam predpostavko niso v redu, pol je v bistvu logično zgleda vse stvari nazaj.
zakomplicirano zveni, ampak ko imate vi enkrat tako eno master spoznanje, je hudo. In potem se ti nabere te spoznanja, mnogo teh master spoznanj v še eno. In tako je ta scena spoznanj tako velika, enormno velika že zdaj pri meni. Pa jaz vam ne morem vsega niti izustiti, povedati, obrazložiti, ker je kako ne zdaj spoznanje predam naprej. Se trudim k norc po svojih najboljših močeh. Ampak je težko to ubesediti, ne? Glej, se jaz lahko malo grem tlele po mojem zvezku še pogledati, ker sem glih pri spoznanju. Vse so nam hoteli kontrolirati, ampak žal spoznanja mojega pa nimajo pod kontrolo. In ga ne morejo niti preprečiti, da pridem do spoznanja. Ne morejo kontrolirati, kaj jaz imam tle v spoznanju. Lahko moje zvezke uhvatijo, pa zvezke so problem. Telefoni recimo, kjer so stvari digitalno povezane z zunanjim svetom, tam pa že lažje kontrolirajo, ne. Samo če ste na Wi-Fi priklopljeni, pol dela prek Wi-Fija, lahko goltajo vaše informacije. Kaj pa če se skinem jaz iz Wi-Fija, ne moreš tušič, kaj da ne, boli me k. Pa zdaj, zdaj pa ne veste nekaj, kaj se jaz v kuhinji pogovarjam sam s sabo. Ker tudi radio ni več priklopljen na Wi-Fi. Zoprno, ne? Nič hudega, zoprno je še bolj, ker jaz govorim stvari na glas ljudem, katere oni upajo, da jih ne bom. Predvsem o spoznanjih. Da je njihov svet umazana, lažniva, prevarantska, zamrežena igra, network, frendi, sodelavci, a ne. Good, super. Zelo dobro ekipca. Jaz sem prebral, uočijo, skontov in kaj zdaj. Jaz nimam orožja, jaz nimam nobenega z lopato po glavi. Zato, ker itak vidim, da krvavijo skozi oči. Krvavijo noter v srcih svojih, umazanih, zamazanih dušah, prodanih. In možnost izbere nas ljudi dela ljudi. Ker imamo možnost izbrati, kako bomo delovali in s kom bomo sodelovali. Ali bo to moj lord, bo Bog ali bo hudič. Čeprav od vseh spoznanj, najjačih spoznanj je, da Boga ni. Kako zdaj, Turšič, govoriš o Bogu, zdaj pa trdiš, da Boga ni. Malo se hecam. Jaz bi ga rad srečal, pa mu dal roko, stari gospod Bog, živijo, kako kaj. Tak Bog ne obstaja, res je. Gre za energy, gre za, ali sebi hraniš kul, pozitivno moralo, etiko in tako, ali ti hraniš negativo v kontekstu prevaro, laž, zavajanje, gaslighting in ne vem kaj. To je Bog ali pa hudič, noter sta oba, ne tam, pa tam, pa tam. Gre za kaj? Za zavest. Ne, gre za etiko, moralo, srčnost. Pravzaprav za svoj biti. Mi noter smo, kadar smo poravnani, smo božji. Kadar pa delamo grde stvari, pa nismo več poravnani. In tam je treba pol čez lagati, prikrivati. Jaz že mnogo časa, jaz sem dolg časa imel te fore, pa sem se zlagal, recimo bom, a prideš, joj ne morem, ker glih nekaj delam. V bistvu mi pa sam ni bilo dokaj iti. Sem se zlagal, da nekaj delam. In pa je bilo, kaj pa delaš? Pizda, sem se spet mogel nekaj izmisliti, ne. Ti in pol čez en teden so me dobili na kontra, ti kaj smo prejšnji teden nekaj delal in jaz, mater, kva že, a veš, in pol sem skontal, da če govoriš resnico, pa ti ne rabiš nič misliti, kaj si prejšnji teden komu se v bistvu zlagal, pa se je v bistvu šlo za neko tako belo, malo mikrolaž. In jaz se nalažem več v tem kontekstu, pač direkt v ksiht povem, kar pač je in pol ne more, mislim, pol me lahko v polnoči v gatah zbudiš, pa rečeš, kaj bo včeraj? In tako, če se spomnim, tako, ko je bilo, tako povedal, sem vsem povedal enako zgodbo, resnično, in je stvar rešena. Tako da mnogo bremen odpade, kada človek neha prikrivati, skrivati in lagati. To prvoščem vsakmu. Res je ful lažje. Laž ni lažja. Laž je težje vzdrževati.
Resnica ni treba nič vzdrževati, ona tam je, pa pika. Če si se usral v gate, si se usral v gate. Kaj ne zdaj lažem, da se nisem časem pa se. Ušlo mi je, kaj je, pa shit happens. Čudeži se tudi dogajajo. Tu in tam, shit happens pa tudi, sem pa kaj, kdaj, ne? Čak, moram reči malo. Ne zmorem, tudi laži. Ok, zdaj pa tle, ker smo pa bih do laži prišli, ne, sem pa tam manj. Da nisem si napisal, ne bi vedel. Imam lepo svetlobo, ne? A veš zakaj? Ker je sonce za meglico in imam tako difuzno svetlobo, se reče, bi rekli, kaže kamermani pa lučkari, ne? Difuzna svetloba, ne? A veš, ni nič, ne, reže. To se da še popraviti, v bistvu se da še mičken zmehčati. Jaz sem sam sebi tudi lučkasto opazila, ne. Pri lažeh smo, ne. Jaz sem najdel mnogo ljudi na laži. In dam vedeti, da sem skonto. Jaz tako naredim, tako praviš, da je, tako, ja, logično, Se pravi, je logično, pa tudi to. In pa se začnejo zapletati v gled. Mi se zataknejo ljudje, ne, in je neprijetno, jaz jim ne rečem, ksih stari, ti pa lažeš, kot pes, pa nehi takoj, ne, nisem te sorte tip še zaenkrat. Sem pa začel zdaj ljudem povedati v kontekstu, mislim, to sem včeraj skontal, lejte to, jaz fizično ne morem dvigati 500 kil, a drži, jaz lahko dvignem neko kvoto teže, ampak 500 kil pa pač moje telo ne dvigne, ne, ni narejeno tako. Fizično ne morem. Fizično ne morem tudi leteti, ne, recimo fizično. S pomočjo letala ali pa pri pomočku grem, ampak jaz kot telo fizično jaz ne morem leteti. Tako kot ta ptiček, recimo. Ampak jaz tudi fizično ne prenašam laži več. Fizično ne morem. Kakšno imam pa reakcijo na laž, stari nervozen ratam zraven. In zdaj jaz moram to nervozo zadržati dol, pa poslušati laž do konca. Kakšen svet, Da ti v bistvu se pogovarjaš s človekom, on ti govori, ti pa veš, da laže, zato ker to, kar govori, je napačno. In jaz ne bi tle se še kaj pogovarjal dosti naprej, ne. Mislim, v bistvu nam ni simpel. Ne nam, ki smo prepoznali lažnivce, ne tam, ki lažejo. Ki lažejo. Zoprno, ki strela marela. In zdaj pa še do tega, da ko jagenjčki obmolknejo. Takrat pa rata štala. No in to je ta red oktober, kjer je panik. Ja, panika je, lažnivcem, zelo velika panika. Jaz nobeno tega ne prvoščam, da ne bo pomote, jaz želim vsem vse dobro. In da je vsem vse odpuščeno in da smo ljubljeni vsi z vseh strani že ves čas in da smo vodeni na točke življenja, kjer pridemo do spoznanja. In spoznanja naberemo, na dušnem svetu pri spoznanja naberemo in vi morate iz vsake situacije, ki se vam v življenju zgodi, spoznati nekaj. Se pravi, ujeti spoznanje in biti hvaležen za spoznanje, če tudi izgleda, da je dogodek grozen. Ne? Mislim, mene so prišli tlele in uklenili, ne? Jaz sem bil uklenjen, ker sem toliko velika baraba. Šlo je samo zato, da sem resnico na glas govoril, pa sem šel v čuzo. Pa zdaj resnico spet govorim, pa nisem v čuzi. To bi bil dokaz, da sistem res razpada in da pač gotovo je, ne? Da pa lažnivci ne podpirajo več lažnivcev, ker ni več glave. In situacija meni takrat res ni bila prijetna, jaz sem sam sebe globoko sprašal, pa porka Madonna, pa kaj si ti v življenju mogel hudega narediti, da se znajdel tlele noter, pa ti si mogel umoriti kar nekaj duš, da te bogovi niso čuvali, da so te pripeljali tle na Povšetovo in te drkajo zdaj, ne vem, pol leta. Da si v bistvu od zunaj se ti je sfukal čisto vse. In ven, ko prideš iz take ustanove, tudi ti kar rabiš rehabilitacijo, ta sistem te izpljune na pločnik in ga boli za tebe. Nima veze, ne govorim o tem, hočem reči, situacija je neprijetna. Zdaj, po nekem času pa jaz rečem, valjda, hvala vam, banda, da sem šel kaj not to probati direkt v gnezdo, da vidim kako in kaj. In zdaj mene life vozi v najrazličnejša gnezda.
v sršenova gnezda noter me vodi in zdaj življenje od mene pričakuje, da se bom kaj navadil. In seveda je zelo pomembno, da zelo hitro, prej ko ujameš catch, spoznanje, prej je lekcija končana, a ne? Lekcij pa ful, lekcij imamo pa milijon, dokler ne pridemo do spoznanja, kdo smo, kdo. Pa tu spet probamo risati, ta energetska bitja, ki sodelujemo drug z drugim, ki imamo možnost telepatije, ki imamo nadaljavo, dogajamo, ki lahko z dotikom zdravimo, kjer se zavedamo, da smo vibracijski elementi, ki sprejemamo in oddajamo vibracije, recimo tako kot kitara. Če brenkneš, mora trup dodati, če ni tega trupa od zadaj, pol džabe strune, ne? Mora biti trup. In če je zunanji vpliv močan, pol bom rekel, zvoka, hrupa, zvoka bom raje uporabil, pol trup prenese vibracijo na strune, tako da zunanja okolica vibrira strune, ne? Tako smo mi, neki taki čemberi, kitare smo, vibratorji sem jaz rekel, ampak pol tu punce takoj narobe razumejo. Da vibriram, da vsi vibriramo, sam se moramo tega zavedati. Fizično ne prenašam več laži, tako daleč smo prišli. Moje telo ne prenese, se pravi, moje telo je zdaj meni začelo kazati. Majster, ti si v bližini lažnivca, ti pa nisi v bližini lažnivca, prav tako mi je. In zdaj, ja, kako zdaj ti si pa jasno viden? Ma nisem jaz nič jasno viden, jaz sem viden, jasno, da če imam tle visoke kocine, pa da imam solzne oči, pa ne vem, da se tresem, ali pa pač postanem nervozen, nama stari, in tle jaz držim ta calm down. Ker v bistvu sem ugotovil, da ki jaz postanem nervozen, pa rečem, daj stari, kaj mi zdaj to je? Ko si pa ti nervozen, ne, takoj dobim ta feedback, pa kaj nem nervozen, če dobim ksiht, moje ušesa krvavijo, ko poslušajo tvoje laži, kaj mi ne zaupaš? Je valjda, da ne, stari. Je pa kaj zdaj to, nič kaj zdaj to, ne zaupam ti, ne kaj zdaj, a moram zaupati, valjda mi moraš, go fuck yourself, stari. Moram jaz svoje stvari, moram jaz lažnivce prepoznati, to moram, ne pa zaupati, slepo, ker to je mene koštalo precej, a ne. Celo človeštvo je plačalo ceno zaupanja vladam in zdravstvu in, ne vem, zaupanja Pepci, Micki ali pa Jožetu, da bo pol vse okej, zaupaj bankam, da ti bodo skrbele za tvoj denar in zaupaj vzgojno-varstvenemu sistemu, da bo tvoje otroke naučil lepe pesmice in lepe pravljice. Ja? Ali je čudo mora biti. To je zapel meni mulo, to pesmico, ki so se jo naučili v vrtcu. Pa jaz ko gledam, njega, kad vi pojete čudo, ali pojete čudno. In tam malo je umaknil pogled, pa on je meni odgovoril, da pojejo čudno, da mora biti malo čudno. Wicked game, čudne igre, Twilight Zone, čudno je vse, zato pa, ker je bilo čudno, kako se mi vrtimo, zdaj, če dam čudno mi je, kako se zemlja vrti in tako, in mi pa severnico zmeri vidim tamle v piko. Nešto mi ne velja, ne? Valjda mi je čudno. In sem upravičeno sumničav, odgovora sicer nimam, ampak čudno mi pa je. Dokaza za to, da se mi res vrtimo, ali ne, res nimam fizično, čudno mi pa je. In če dam jaz 10-krat čudno na kup, pol rečem, stari, ne drži. Ne drži to, kar mi razlagate, ne. In zdaj otroci v rani mladosti grejo v VVZ, namesto da bi se učili o zvezdici zaspanki, pa jo probali razumeti, pa kaj takega, vse je pravljic ful, pa se mi zdaj zgine z glave. Se učijo, ali je čudno, jebem ti čudno, dajte mulce ven iz vrtcev, ker vam jih psihirajo, delajo iz njih to, kar narcisi so. Okej. Zdaj majčke pa te stvari sestavljam, pa mi kakšna taka butna ven. Nazaj k naravi, pedofile na konopljo, ne, na konopljo. Vrv iz konoplje. Pač tle je toleranca ničelna, ne, pa še norca se delajo, pa še režijo se zraven, ampak so umazani prsti in težke zgodbe. Pa umolknili so, ko jagenčki umolknejo. Dajte si a te tudi kaj špila, boge, kaj sem si mislil, a tebi tudi kaj špila, na majčko, predpostavka, aksiom spremeni zmoraš. Ne vem, kaj sem hotel reči.
pa se konec koncev so naši konci play game, bolj Berenon mislim, da zna 5D, oni ne dosega zato, ker poišči mer, bodi prisoten in ne poigrave s 5D. Tako, kabala nam ne more brati naših misli in naših spoznanj. Svet, o katerem govorim, je 5-dimenzionalni, ki ga oni ne morejo doseči, zaradi tega nas držijo v svojem nižjem svetu, ker misli pa spoznanja oni generalno nimajo, mi bomo mogli pomagati močno. Zato poišči svoj mir in bodi prisoten tukaj in zdaj, kateri dan je danes, to je današnji dan je danes in danes je edini danes, ki ga imam. Tako da dajte iz tega izhajati, danes je moj najsrečnejši dan, pa se včeraj je bil tudi in jutri bo tudi, ampak danes moram današnjega izkoristiti. Včeraj so bile gobe pa grozdje, danes bom najbrž kar ponovil isto sceno, čeprav me mika, da bi se šel v jezero flikati, dokler sem še tle. Pa tako, ampak ker sem bolan, pa si ne upam, ampak mogoče bi pa bilo to fora, da bi mogel iti, kot človek ne ve. Bom še kontempliral, se temu reče, pa se prepuščal, katera misel bo ta prava, pa kam me bo zanesla prava pot dneva. Pa kdo bo motilec v tem dnevu, bom pa pozoren, absolutno in zagotovo. Bodi prisoten in se poigravaj s 5-dimenzionalnimi idejami, ki spadajo v kategorijo misli, pravljice, sanje in dimetiltriptamin, ki se nam sprošča v pinalni žlezi, češeriki, pineal gland. Kar poigravajte se, dovoljeno vam je. Kučan je enkrat rekel, danes je nov dan, danes so dovoljene sanje in jutri je nov dan. Kako je že prebil? Bud leden. Tisti dan nam je dovolj sanjati, ampak jutri je pa nov dan. Bomo mi to preprečili, to vaše sanjarjenje. In res so ga. Ukrali so nam snove. Ukrali so nam sanje, ukrali so nam državo, ukrali so nam naravo, ukradli so nam vse, banda prokleta. Ampak hvala Bogu, časa je konec in končuje se ta grda igra. Začenja pa se nov svet. Za tiste, ki imamo oči, da vidimo, ušesa, da slišimo, je ta lepi svet že tukaj in zdaj. Seveda, tisti, ki pa ne želijo videti in še vedno uporabljajo, ne vidim, ne slišim in ne govorim. Dragi moji, ti simboli so njihova zgodba, naša pa je, vidim in slišim in govorim. Sem pozoren, ko gledam, sem pozoren, ko poslušam in spregovorim o tem na glas. To je point, dajte tudi vi, grleno čakro, kaj mi vsi smo najmočnejši. Tam oni so pa lažnivci in ne bo dobro. Mislim, še vedno je možnost izbire, ne? Ampak zdaj bojim se, da eni ne bodo sploh prišli do konca. Žal mi je. Mislim, prišli bodo do konca tega sveta, tako da ne bodo šli v 5. svet, se bodo mogli reinkarnirati, da bodo sploh sposobni novega sveta. Pač tako si jaz te stvari razlagam. Še o ključu in njihovih kurčevih na ključih bom enkrat drugič. Želim vam, da ste lepi, krasni, ljubljeni, da se imate neizmerno radi in iz dneva iztisnete. Nič ne rabite iztisniti iz dneva, da uživate v tem, kaj vam dan ponuja. Če drugega ne, dajte pogledati krasen sonček. Pa pite vodo, ta je nujno, simptomi vnebovzetja zahtevajo čistilka in voda je prva stvar. Čistilni servis DOO je H2O. Pa jo imamo, je pa prima, ki se rima zdaj, ki že prihaja počasi zima. A je pa kosten, je to dobro, kar dajte ga. Ajde, čaos!